To je Radio 1 podcast. In v King večeru bomo danes stopili v praznični duh, poln tradicije, zgodb in okusov. Z nami je človek, ki ga lahko brez zadržkov imenujemo ambasador slovenske kulturne dediščine, pa naj gre za naše običaje, hrano ali pa simboliko, ki jo nosimo skozi stoletja. Ja, je neprecenljiv vir znanja o tem, kdo smo kot narod, njegova strast do ohranjanja slovenske tradicije, njegova sposobnost do zgodovino poveže z današnjim časom, pa nas vedno znova navdušujeta. Torej, dajmo začeti štartnim vprašanjem, ki ga postavimo vsem gostom. Kdo ste in kaj počnete? Ja, lep dober večer tudi vašim poslušalkam in poslušalcem. Sem upokojeni, redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sicer po stroki doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti. Skratka, toliko na kratko, rojstni dan imam junija, god pa maja. Kakšno ime pa sta vam dala mama in ata? Ja, seveda. Ime so mi dali Janez, ker so bili Janezi že 3 pred menoj, se pravi moj praded in ded. In oče, 4 pravzaprav. Odkot pa prihajajo Bogataj? Bogataj priimek je najmočneje, bi rekel, bil zasidran v Škofjeloškem hribovju. Konkretno naša družina pa je bila še v 19. stoletju v Škofji Loki. Potem se je pa moj praded odločil, da bo šel v Ljubljano, je našel neko službo na sodišču. Medtem ko moja prababica je bila pa ena prvih izprašanih babic na Slovenskem, to se pravi, da je sodelovala pri porodih, imela enega nezakonskega sina, ki je bil krščen, namreč katoliška cerkev je krstila samo v primeru, če je bila mati babica. Ne, babica. Zato, ker so rekli, če je babica, mora imeti pa lastno izkušnjo, da bo lahko sodelovala pri porodih. Ja, tako zanimivo. Imam od obeh, po naključju so se ohranile tudi fotografiji obeh, tako da to, bi rekel, raziskovanje naše družinske zgodovine, včasih se tega lotam. Moram pa reči, da tako sin kot hčerka mi večkrat učitata, da si že vendar čas vzamem, da je to dokončano. Tako da prijete do dna. Ja. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. A če se pišete Bogataj, ste bili bogataši včasih? Razlage tega priimka so različne. Nekateri menijo, da je to povezano z bogastvom, ampak v našem primeru ni. Potem nekateri povezujejo to s prevozništvom ali furmanstvom, da so bili to vozataji, nekateri pa to povezujejo s ateizmom, se pravi, da so bili tisti, ki so bogatajili, bogataji. Bogatajili. Tako. Wow. Zdaj seveda, kaj je prav in kaj ni, o tem se da razpravljati. Ni pa predmet moje vede, da bi se s tem ukvarjala, ker to je bolj naloga za sloveniste, recimo. Tako. In zdaj, glede na to, da je rdeča nit decembrski čas in prazniki, zakaj so prazniki, če pa je v bistvu vse polno vsega? Zakaj niso polniki? Odkot ime praznik? Beseda praznik pomeni prazen biti. To pomeni ne delati. In to je bistvo. Na Slovenskem pa vemo, če pogledamo čez celo leto, ne samo v december, da ljudje, ko decembra dobijo koledar za naslednje leto, kaj gremo najprej gledati? Kako padajo prazniki, kako bomo postavljali te tako imenovane mostove, kako bomo še kaj zraven prepeli, da bomo šli za en teden v Dalmacijo, recimo, ali pa na Sejšele. Skratka, gledamo predvsem, kako bomo ta praznik izkoristili za neko vsebino, največkrat pa tudi za delo. Poznam celo vrsto primerov, rečejo, letos bomo pa adaptirali stanovanje za praznik, ali pa, bomo nad vikendu rezali drevje in take zadeve. K temu, kdaj je tisti točen čas oziroma kdaj moramo postaviti božično smrekico, jelko, bomo še prišli, ampak Slovenci se mi zdi, da veliko damo na praznike. A se vam zdi, da damo več kot drugi narodi ali to počasi opuščamo?
Ne, jaz mislim, da smo kar podobni drugim narodom, zlasti v sodobnem času, ko je ta globalizacijski model praznikov udaril z vso silo tudi v Slovenijo. In večkrat povem to primerjavo recimo z obdobjem po drugi svetovni vojni, ko je takratna ideologija prepovedala javno praznovanje nekaterih praznikov, da v bistvu naredila nekaterim praznikom uslugo. Zaradi tega, ker so se umaknili v intimo družinskih okolij, kjer so nastali in kjer so se razvijali in kjer imajo po mojem trdnem prepričanju tudi danes svojo veljavo in pomena. Saj bistvo teh praznikov je, da če smo celo leto raztepeni naokrog in divjamo in bezljamo po takih in drugačnih časih tudi, ali pa velikokrat nepotrebnih opravkih, da si za svoje najbližje vzamemo čas, da pridejo tisti najbližji, ki niso z nami čez leto od drugod domov, in da se ob prazničnem omizju tudi, bi rekel, pogovorimo, razveselimo, pogledamo, kaj smo naredili in kaj bomo naredili. Se pravi, vedno gre za pogled nazaj in pogled naprej. In tukaj lahko naredimo eno zanimivo primerjavo med Martinovanjem 11. novembrom in pa recimo Božičem in Novim letom. Martinovanje je neke vrste inventura, zaradi tega, ker pogledamo nazaj, kaj smo ustvarili. Zaradi tega jemo takrat tudi perutnino, ker perutina s svojimi kremplji praska nazaj. Medtem ko za Božič pa za Novo leto pogledamo pa naprej, naredimo načrte, kaj bomo delali, in zaradi tega imamo v naših kuhinjah pripravljeno tudi nekaj svinjskega, kajti prašič ali svinja s svojimi rivci rijejo naprej. Neverjetno. Po vašem mnenju, Slovenci, kateri je najlepši, najbolj edinstven slovenski praznik? Tradicionalen? Tukaj bi se težko odločil za enega, to je to vprašanje. A imamo kaj takšnega, ki imamo samo Slovenci? To bi težko rekel, da imamo samo Slovenci en praznik, ampak imamo pa pri posameznih praznikih, ki jih poznajo tudi drugi, celo vrsto naših specifičnih oblik. To je pa prav gotovo recimo koledovanje, ki se zdaj ponovno oživlja. Jaz živim v Ljubljani, recimo v mestu, in vsako leto na Tri kralje pridejo prepevati tam neki mladeniči in pozvonijo, zapojejo neko božično pesem, jaz imam pa že flašo pripravljeno za njih. Za vsak slučaj, oziroma, ker veste, da bodo prišli. Imamo 3 dobre može. Prvi prihaja zdaj, torej Sveti Miklavž, potem je Božiček, recimo, in Dedek Mraz. Čeprav po starosti gre pa drugače. Kako gre pa po starosti? Po starosti je pa najstarejši Miklavž, čeprav je star mogoče 200 let, v taki obliki kostumiranja. Recimo v Trstu je prijahal v 19. stoletju na konju. No, potem je na vrsti Dedek Mraz. In šele potem Božiček. Božiček je najmlajši? Božiček je najmlajši zaradi tega kot lik. Razumem. Kot kostumiran lik. Medtem ko v naši dediščini Božička sploh nismo poznali, ampak smo poznali Jezuščka, se pravi malega Jezusa, ki se je rodil, in je tudi obdarovanje bilo označeno kot da ti Jezušček prinese božična darila. To je bistvo pri celi stvari. Torej, doktor Bogataj, kakšna darila se je včasih podarilo, oziroma kaj so ljudje dobili, če gremo po vrsti za Miklavža? Pravilno ste uporabil besedo darila, vendar če gledamo nazaj v dediščino, moramo pa govoriti o darovih. To je razlika. Danes je obdarovanje pač en del te strašne mašinerije, ki se reče potrošniška družba. Medtem ko naši bolj ali manj davni predniki so se pa obdarovali z darovi. To se pravi, kar je človek s svojim znanjem, prizadevanjem ustvaril skupaj z naravo. Zato so bili ti darovi simbolni, so imeli simbolen pomen
so recimo luč ugasnili, pa je vrgel, oziroma takrat ni bilo še luči za svečo. Svečo ugasnili in vrgel v prostor enih par orehov, kakšno suho sadje, kakšno jabolko ali pa hruško pozno, ki je bila zrela. Skratka, to so bili darovi, nekdanji darovi. Danes pa seveda tukaj pretiravamo. Oreh, kot sem zasedil, je bil kar pomemben dar, ne? Oreh je bil pomemben dar, zato ker orehi so bili tudi tržno blago. Do konca feudalizma seveda so morali kmetje orehe dajati tudi kot obvezno dajatev zemljiškim gospodom in tako naprej. Moramo razumeti, da so ljudje težko živeli in da so bile ekonomske razmere zelo ostre. Zaradi tega je logično, da je tudi pri teh darovih bilo vse številčno omejeno. Torej, orehi, kakšno sadje. Ja, lešniki tudi, suho sadje. To je prinesel Miklavž. Miklavž, to je prinesel Miklavž, ampak Miklavž kot obdarovalec, kot bi rekel, kostumirana oseba, je star enih 200 let več ne. Torej, doktor Janez Bogataj, kako obdaruje Božiček oziroma še prej Ježušček? Ja. To obdarovanje je predvsem se začelo v urbanih okoljih in je staro nekih 200 let, mogoče par let več. Se pravi, obdarovanje z darili, ki so zavita v bolj ali manj lep papir in s pentljami. Torej, da ne vidimo, kaj je noter. Ja, tako. Ja. Medtem ko značilno decembrsko obdarovanje je vedno bilo samo za Miklavža, ker je to povezano tudi z eno od legend, ki pravi, da je Miklavž 3 dekleta, ki so se želela poročiti, jim je pomagal z doto in je 3 zlate krogle jim poslal, in ena od teh krogel se je zakotalila v nogavico ali v copato, ki je bila pri kaminu, in zato še danes prodajajo v trgovinah neke darilne nogavice, v katere potem dajemo darila in tako naprej. Je pa teh legend okrog Miklavža ogromno, tudi vidva, ki prihajata iz sredozemskega dela Slovenije. Ne povem, da je Miklavž po eni od legend pomiril valove na morju in rešil brodolomce, zato so ga za svojega zavetnika vzeli tudi pomorščaki. Torej, Božiček ni, oziroma Ježušček ni nič podaril, se je samo zbrala družina. Družina se je zbrala, če je bilo kakšno obdarovanje, je bilo nekaj podobnega kot nekoč z darovi za Miklavža, se pravi, kakšni orehi, lešniki, sadje. Kaj pa, če se vrnemo nazaj k Dedku Mrazu? To pa je posebnost nekako slovenska, ne? Dedek Mraz je pa prav gotovo ena od slovenskih posebnosti, namreč njegova podoba, njegov kostum, njegova preobleka. To je nastalo na začetku 50. let 20. stoletja. Po drugi svetovni vojni je oblast prepovedala Božič, Veliko noč na javni ravni, ampak ta proces je bil, ni potekal prav hitro. Že takrat je Slovenija dokazovala, da izvira iz angleške besede slov. Ampak če se malo pošalimo, ampak tam okrog leta 1952 so poklicali slikarja Maksima Gasparija in mu naročili, naj naredi nekega dobrohotnega očanca iz alpskega sveta. Maksim Gaspar je tisti, ki je videl Dedka Mraza in ga potem narisal. Ja, on si ga je izmislil. Ne, on ga je videl in ga je narisal. To vi rečete. No in seveda samo poimenovanje Dedek Mraz pa izvira iz nekdanje Sovjetske zveze, s katero smo bili nekaj časa prijatelji, pa skregani, pa spet prijatelji, kjer poznajo tradicijo Djeda Moroza. In naša politika je najprej razmišljala, da bi tega Dedka Mraza imenovali drugače, bolj slovensko. En od predlogov je bilo namreč več, da bi ga imenovali Oče Triglav, in da bi ta Oče Triglav imel tudi svojo ženo, pa svoje otroke, da je bila ena familija in tako naprej. Ampak do tega ni prišlo in je potem nastal Dedek Mraz,
v Gasparjevi podobi, so pa vsa območja, vse republike nekdanje Jugoslavije imele svojega deda Mraza, ki je pa bil vizualno drugačen od slovenskega. Tako kot je bil pri nas, je bil naša unikaten. Ja. Kako pa je zdaj, moramo to razčistiti, to že cel čas govorimo, kdaj je pravi čas, da postavimo jelkico? Tukaj predpisa ni, po logiki praznični bi rekel, da ko se konča Božič, ožji Božič, to se pravi 25. decembra zvečer, od 26. naprej se lahko postavlja novoletna jelka, tam, kjer Božiča ne praznujejo. Ker pa Božič praznujejo tudi, in praznujejo ne samo Božič, ampak celotno obdobje adventa, to so 4 tedni, 4 nedelje. Zdaj smo začeli prvega. Do Božiča. Je pa to obdobje adventa namenjeno ravno temu, se pravi pripravi na praznik, ki vključuje dekoracijo ambienta, ureditev ambientov in pa pripravo prazničnega jedilnika in seveda tudi za verujoče njihovo osebno duhovno pripravo. Ker zakaj v vseh filmih na 24. zvečer postavljajo smrekco oziroma jelko? Zaradi tega, ker da s tem poudarijo, da praznujejo Božič. Da prihaja Božič. Ja. Ampak čas za postavljanje smrečice je celotno adventno obdobje. Imamo pričevanja za starejša stoletja, kako so na Slovenskem dekorirali bivalna okolja, tudi s smrečicami, manjšimi, ki so jih ponekod obešali iz stropa kot neke prostorske mobile, in sicer tako, da je vrh smreke gledal navzdol. Poleg tega so te ambiente okrasili še z raznimi svetlečimi papirji, s fižolčki in koruznimi zrni, ki so jih nabrali na niti, in si predstavljate, takrat, ko še ni bilo električne razsvetljave, ko je bila samo sveča ali pa petrolejka, je dejansko to izgledalo mistično in tudi poznamo eno besedo za to, ki se imenuje paradiž. Praznikov ni brez praznično obloženih miz. Kaj bi morali jesti za Božič in kaj za novo leto? To je tako značilno novinarsko vprašanje, na katerega jaz vedno odgovorim najprej kratko, pa malo bolj dolgo. Kratek odgovor je, za praznike moramo jesti praznično. To se pravi, ne jemo nekaj vsakdanjega, ampak nekaj, kar razumemo kot praznično. Če pogledamo v sodobno Slovenijo, vidimo, da to prazničnost zelo na različne načine imenujemo. Poznam celo vrsto zlasti mlajših družin, ki si vzamejo čas in skuhajo nekaj recimo azijskega in tako naprej. To je za njih praznik. Torej ni nič narobe s tem. Popolnoma nič narobe, smo ustvarjalni, odstiramo si obzorje, narobe pa je, če vidimo samo azijsko ali pa ne vem kaj še, ne vidimo pa tudi svojega lastnega. To je pa zelo slabo. Drugačno vprašanje, kaj tradicionalnega moramo jesti za praznike? Od tradicionalnih pa je tako, delno smo se tega že malo dotaknili, ko sem govoril o prašiču, z Martinovim, se pravi okrog 11. novembra je prvi datum, ko se začnejo delati koline, ali zabadanje, kot rečejo tudi na Primorskem. In potem to traja seveda do konca leta in se vleče vse do pusta, če še kaj ostane. Drugač pa seveda je božična miza povezana z mesnimi jedmi, kakšna pečenka je ponavadi na mizi in pa predvsem tudi sladice, med njimi pa predvsem potica ali pa potice, potem razno pecivo in pa seveda, da ne pozabim, to bi mogel omeniti na prvem mestu, kruh. Kruh ima simbolni pomen tako za Božič, kot tudi potem kasneje za Veliko noč. Obstaja božični kruh, ne prav? Božični kruh, ki se imenuje poprtnik, podprtnik, miznek, mižnjek, župnik. Paleta imen je tako, kot imamo 136 imen za krompir, recimo. Imamo tudi za te božične kruhe, ki so imeli v bolj odmaknjenih obdobjih zgodovinskega razvoja izrazito, bi rekel, duhovni, simbolni pomen,
Saj so ta kruh dajali tudi živini, so en kos tega kruha zakopali tudi v njivo, recimo, a ne? Za srečo, da je bolje rodila in tako naprej. Danes pa se ta kruh spet ponovno oživlja in ljudem predstavlja eno sredstvo ustvarjalnosti. Te vrste kruha so zelo lepo okrašene z raznimi cvetlicami, rastlinjem, ampak vse je izdelano iz testa, da se razumemo. Potem kakšne živalice se pojavijo tudi gor, stilizirana podoba prašiča, recimo, in tako naprej. Vse te božično-novoletni simboli sreče, potkev, štiriperesna deteljica in tako naprej. Kako pa je Silvestrom? Kdo je ta človek? Silvester je pač ena oseba iz koledarskega nabora, ki goduje 31.12. Ampak zanimivo je to, da mi konec leta ali Silvestrovo praznujemo zelo, zelo kratek čas. Začela se je to praznovanje šele v urbanem okolju, v mestih, in sicer nekje konec 19. stoletja. Prej pričevanj o tem nimamo. Recimo v Sloveniji kdo je prvi silvestroval? Prvo silvestrovanje, javno silvestrovanje na prostem, ker silvestrovalo se je prvotno po hotelskih dvoranah, po gostilniških prostorih in tako naprej. Ampak prvo javno silvestrovanje na prostem je bilo pa v Mariboru. Eno leto, če sem prav si zapomnil, pred osamosvojitvijo. Naslednje leto pa potem še v Ljubljani. Danes se pa na prostem silvestruje ne samo po mestih in trgih, tudi po nekaterih manjših in večjih vaseh. Ljudje očitno so spoznali, da jim manjka druženja, kar je v bistvu logično glede na vedno večjo odtujenost sodobnega človeka, kar je nekje ironično ob dejstvu, da imamo vse mogoče računalniške naprave in mobitele in ne vem kaj še SMS-e, ampak gre za to, da se tudi s popolnoma tujimi ljudmi ali pa ljudmi, ki jih redko kdaj srečujemo, da si sežemo v roke, da si zaželimo nekaj dobrega in tako naprej. Tako da to praznovanje je razmeroma mlado. Jaz vam še nominil vprašanje, kam pa spada sarma? Sarma spada na naslednji dan po praznovanju. Za tiste, ki so zlasti preveč pogledali v kozarec, je to ena od jedi, ki je značilni pivnik za čezmerno popiti alkohol. Je pa seveda to uvedena jed v naš kulturni prostor, in sicer v obdobju med obima vojnama, ko smo bili del kraljevine SHS oziroma kraljevine Jugoslavije, potem in so se prve migracije začele že takrat, intenzivirale so se pa potem po koncu druge svetovne vojne, kjer je pa zaradi migracij seveda ta pretok, bi rekel, in uvajanje jedi Balkanskega polotoka bilo toliko večje. Tako, torej vprašanje našega poslušalca, poslušalke, ali lahko odpremo darila zvečer ali moramo počakati na jutro? Mislim, to je, da bi odpirali šele zjutraj, naslednji dan, to je nekaj krutega. Zdaj, če povem to z enim vicem, ki pravijo, kje so nastali buldogi na Gorenskem, ker so navadne pse skozi šipo futrali. Ampak zdaj imamo moja Nina. Upam, da ne posluša, ker ona vedno hoče odpreti zvečer. Mislim, da to je popolnoma nelogično in tudi recimo v tradicionalni družbi, ko ni bilo še elektrike, so svečo ugasnili, ampak potem so jo pa prižgali in so otroci seveda še mogoče tiste orehe, ki so se zakotalili pod klop ali pa v kakšen vogal dnevnega bivalnega prostora pobrali. Tako da mirno lahko bistvo darila je, da ga ti pogledaš, odpreš, da se navdušiš nad njim in tako naprej. Da greš lepo mirno spat. Ja, tako. Viš, mi vedno zvečer odpiramo. Resno, vi? Ja, mi smo pošli žurke in kar pod seveda in napadi.
Vrhunsko. Ja. A vam gre kaj na živce, da smo dobili toliko vpliva z celega sveta med prazniki? To pa zelo. Ja? Moram reči, sem velik nasprotnik tega vala globalizma, a ne? Zaradi tega, ker globalizem uničuje našo različnost in s tem uničuje naše veliko bogatstvo. A ne? In če smo že pri tem, recimo tradicija slovenska potica, ki jo zdaj zadnje leta probamo promovirati tudi po svetu in je prišla do papeža in tako naprej. Ja. Kdaj je potica nastala? So kakšni zapisi? Za potico zapisov starejših ni, lahko pa po drugih elementih sklepamo, da se je v taki obliki, kot jo poznamo danes, z luknjo v sredini, pojavlja nekje konec 18. na začetku 19. stoletja. Ker tudi pekači se niso ohranili s tem sredinskim stožcem. Prvotno je potica bila povitica, to se pravi, je bila polžasto zavita, tako kot je primorska gubanca, ne, ki jo poznamo kot pomembno sladico tudi božičnega časa v primorskem delu Slovenije. Skratka, so pa predoblike potice bile poznane, recimo o njih piše že Janez Vajkard Valvazor 1689 leta v slavi Vojvodine Kranjske in točno to je prvi opisni recept, medtem ko besedo potica oziroma povitica pa prvi uporabi Primož Trubar leta 1575. Wow. Ja. Zdaj ohrani ne moremo dosti govoriti, lahko bi še razglabili, kaj je, kako je. Vi imate knjigo lepo napisano, točno za vsak praznik, kaj se lahko je. Ja, točno, ta knjiga je šla lani in je navedeno, katere jedi in pijače so značilne za posamezne praznike. Skratka, en priročnik za vsakega, ki bo še v dilemah, kaj ne bi pripravil. Ja, lepo darilo tudi. Naslov? Naslov je pa tako, kot smo rekli, se pravi jedi praznikov. Jedi praznikov. Okay. In to je ena izmed 120 knjig, praznična omizja. 120 knjig. Najdete sploh kaj časa še za kaj drugega? Seveda, časa imamo dovolj. Ogromno časa. Samo moraš biti discipliniran in jaz imam en rokovnik, nimam nič na telefonu, pa tudi ne na računalniku. Računalnik je moj drugi pisalni stroj, ampak pa recimo pošta gre preko računalnika, vse ostalo imam pa zelo natančno v en takem rokovniku, ki se ga držim. In tako sem se tudi zmenil danes z vami, da sem ob tej uri vaš gost. Kaj lepo. Lahko še eno vprašanje za konec. Kdaj je pa prišla penina za Silvestrovo? Penina skupaj s praznovanjem Silvestrovega. Se pravi, konc 19. in pa to je značilna pijača 20. stoletja, ki smo ji po drugi svetovni vojni namenili en dobršen kos te torte, ki se imenuje vinski marketing. Hvala lepa, dr. Janez Bogataj. Še veliko iskrivih pogovorov, fantastičnih knjig in konec koncev ugotovitev, glede na to, da svojim raziskovalnim delom še niste končali. Ne? Ja, dela imamo še zelo veliko, ne samo jaz, tudi vsi moji kolegi in kolegice. Vama pa želim lepe praznike. Vsem vašim poslušalcem in poslušalkam prav tako. Želim vam predvsem zdravja, dobre ustvarjalnosti, za vse ostalo pa itak država poskrbela. Seveda, normalno. Tudi vidva enako vam. Hvala lepa. Hvala. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime. Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem.